Rada bi to kremo za obraz probala za zaščito pred soncem. Grem na balkon, pisati moj dnevnik in se malo posončiti. Jaz sem mislila, da je embalaža take barve, v bistvu je not krema take barve. Vidimo. Ful mi je všeč, ker ima pumpico. Diši že dobro. Ignorirajte moje prste, ker včeraj sem barvala nekaj in ne gre stran. Diši ko nekaj, ne vem, nekaj sladkega. Ja, res je lahko, že zdaj čutim razliko med to pa ono, ko sem jo prej imela, če vam pokažem. To sem si v Millerju kupila, vse verjetno ni slabo, ampak ful je debela pa taka težka, masno obraz ti naredi in fulkrat so me oči pekle, ker sem pač slučajno šla malo preblizu, zdaj zato ne vem, bom videla, ampak ja. Zdaj eni pravijo, da moraš na obraz nanesti 2 dolžini prsta kreme. Jaz sem mogoče malo manj zdaj nanesla, ampak da vidim sploh, kako izgleda, ne vem. Wow! Je malenkost občutek te sončne kreme, pač imam feeling, da bo obstala gor, ampak ni pa isto kot ono, ni tako debela, ne znam opisati. V glavnem, dejansko priporočam. Imajo tudi 50 faktorjev, jaz sem vzela 30. Piše, da navlaži kožo, reef friendly, ne vem kaj je reef friendly. Reef friendly, to pomeni, da je prijazen do koral, torej če si v morju in pač v bistvu kremo spuščamo v morje in ni dobro za korale. Okej. Ja, ful dobro, moram reči. Danes je četrtek in jaz sem se zrihtala, da naredim sliko za rojstni dan, ker jutra ne imela cajta. Sem se dan zrihtala in bom naredila zdaj sliko. In ja, moj setup, dodala sem te, ne vem kaj so to, pol imam balone, itak jih imam milijon, ampak ja, samo ta dva bom imela. Lučke še moram prižgati. Tako da malo cute. Tukaj imam ring light. To je moj outfit, zdaj se me bo itak sem vsem videlo. Kodre sem si naredila. Make-up tako vsak dan. Pa sem si dala to rutico gor, pa to lepo majčko, tako pomladno in glede na to, da imam spomladi rojstni dan. Mislim, da je perfekt in ja, bomo videli, kako mi rata, upam, da nam že več naratala. Dobro jutro, danes je sobota, včeraj je bil moj rojstni dan, nisem kaj snemala, ker realno se ni nič dogajalo, oziroma stream se dogaja pol zvečer, to sem pa itak streamala. Danes pa je sobota, bari se odprejo povsod. In jaz grem v fitness. Vsi grejo v bare, ful je lepo vreme, jaz grem pa v fitness. Tako da imam tukaj jajčke, na 2 jajčkah imam majonezo in sem že v bistvu lačna. Danes delam noge. V fitnessu se moram na stream pripraviti in pol počasi spakirati, ker grem domov za še malo praznujem z domačimi. Da ja. Je lep dan. Bom še malo šla na balkon, dokler je še sonce na tem delu. To je to. Drugače pa hvala vsem za lepe želje na Instagramu, na YouTubeu, povsod. Ful jih je bilo in moram še odpisati. Nisem utegnila. Evo, prišla sem iz fitnessa, nisem dosti snemala, ker je bila kar gužva. Nisem pričakovala gužve v soboto ob taki uri, ampak zanimivo. Ja. Na hitro bom to pojedla, par redkvic še imam, ker pol bom kuhala na streamu. Tako da bom zdržala, ker bom čez kakih 2 uri pa pol šele jedla. Ok, spila bom še en proteinski napitek, tako da upam, da ne preveč sit, ampak čez kakih 3 ure jedla, tako da do takrat bo že želodec prazen, pa tudi bolj lahka hrana bo za kosilo. Ja, jaz drugače zdaj že ful cajta nisem pila proteinov, ker mi niso pasali na želodec tiste, ko sem imela. In ja, zdaj sem pa dobila za darilo te in se spomnim, da sem te pila v prejšnjem fitnessu, tam, ko smo Alpha Gym hodila. Se mi zdi, no, ampak ful so mi znani. In ja, čokoladni so, ker drugih ne pijem. Se ful veselim, zihre bojo ful dobre in upam, da mi bo dobro tudi na želodec. Zdaj ne bom jih pila vsak dan oziroma vsakič, ampak predvsem, kadar delam noge, bi rada spila še napitek. Tako da to bom zdaj spila, pa da probamo. I thought it was cool, just a way to see
God in everything, even if something seems... Jaz dam rada vodo najprej, da se ne proteini primejo na poden. Pa ta mirica je ful žive barve, tako da sem jo takoj najedla. Ne bom čisto kopasto dala, ker nočem biti preveč sita. Diši že dobro. Malo zmešamo. Mogoče sem malo preveč vode dala nam. Dobri so. Všeč mi je okus. Videli zdaj, kako bo na moj želodec. Evo, domov sem prišla, 2 paketa sta me čakala. Najprej vam hočem to pokazati. Od Natura Vid sem dobila rojstnodnevno darilo in na roko napisano pismo. To sem vam že povedala, da imam ful rada na roko napisana pisma oziroma voščila, karkoli. In ja, dobila sem zalogo stvari, ki jih že imam in 3 nove stvari. Torej peeling za lasišče, sploh če imaš prehljaj ali pa da si res hočeš fajn očistiti. Ful sem vesela, da sem dobila spet ta serum za konice in sprej za zaščito UV, ker to mi bo počasi že zmanjkalo in sploh zdaj, ko je bolj močno sonce in več cajta preživim na soncu, bo perfekt. To itak serum je vedno fajn. Ok, to pa je novo, dobila sem ta lip balm, sem ga že sprobala, dala sem ga nazaj v škatlo za prezentacijo, ne? Sem ga že sprobala in je ful cool, ful fajn diši. Všeč mi je, ker se v bistvu ne imaš časa, samo ameriški slamnik, plus UV zaščito ima, sončni filter, nice, to pa nisem videla. Ja, tak zgleda, not je zeleno, zgleda, kot da je iz green smoothija, v glavnem diši. Všeč mi je, ker se fajn prime na ustnice, ni oni ful spolze, ko čez 3 sekunde pač ga poješ oziroma izgine. Tako da ful fajn, pa še UV zaščito ima, to sem zdaj šele videla. Ok, 2 nova šampona. Naravni šampon, tukaj vidite, ta osveži, ta razmasti, ta tudi piše, da je za lasišče s prehljajem in ta je pa za pač masne lase, tako da jaz bom tega sprobala najprej in v bistvu sem ga že, no, pač pravkar imam brisačo na glavi in si moram posušiti lase in ga že manjka. Jaz si vedno šamponiram lase 2-krat, sploh kadar si po dolgem cajtu umijem, recimo, da si na 4 dni umijam, takrat se mi zdi, ne vem, da kar rabim, da si 2-krat umijem lase, ker imam dolge in goste. Tako da ja, zdaj si bom posušila in, še majčko sem dobila, oh my god. Hvala Natura Vid, ful lepo darilo za rojstni dan. Mama mi je torto spekla, jaz mislila, da je kupila, tako je lepa. Še cukre ima. Wow. Zadnjo, ko smo to sedeli, smo bile cele skrižane. Sobota. Teden me še ni bolo, križ. Evo, Nina, radi te predajam tole sporočilo in ko odidem, ga prosim na glas preberi vsem dekletom. Ful si želim, da pač čim prej najmanj ena že zaradi tega, da se spoznaš čim prej, da... Ne si v redu. Liži norček. Ovela. Hej. Res. A si nor. Zapil si se v telefon.
naročila sem si še ene sive pajkice od Bandasi. Jaz nisem te firme poznala, pol sem pa v fitnessu videla eno punco, pač je prišla v garderobo in nisem mogla nehati. Nisem mogla nehati gledati pač v pajkice. In sem ono, te lahko vprašam, kje si kupila te pajkice, ful dobro ti stojijo. In mi pove pač Bandasi, da je slovenska spletna stran oziroma firma, kakorkoli. In ja, jaz sem si naročila temno-sive, ker druge barve so že bile pobrane, nisem pa hotela svetlih. Ona, tista punca je imela sicer svetle. In ja, sem jih že probala, seveda. Ampak ful, dosti so podobne Gymshark, tek po materialu, pa tudi kak sem si jih grdala. Mogoče so celo bolj mehke. Tudi ta znakec imajo tukaj, tako Gymshark, ampak pa te črte imajo drugače. Ampak tek nam nek feeling. Je pa ful velika razlika in sicer ta šiv na riti, a ne. Jaz nimam nobenih takih pajkic, zdaj ful kar nekaj izgleda. In ti tek malo noter pač naredijo, malo ti... Ne vem, kako ne bojem, v glavnem ful preveč dobro izgleda. Še dobro, da v mojem fitnessu hodim v ženski del fitnessa, ker tega na moški del ziher ne bi imela. Ful preveč dobro izgleda, mogoče vam pokažem, sam bo ful awkward, mogoče vam tek malo od strani pokažem, ampak ja, tek se ti not zarije malo ta šiv in ti ful lepo poudari rit in ja, ful je nice. Jaz sem se zbudila 2 uri nazaj, 1 uro nazaj. V glavnem, danes sem malo dlje spala, zato ker sem bila ful utrujena, pa včeraj sem spala samo 6 ur in jaz rabim 8 do 9 ur, drugače ne funkcioniram. Malo sem taka, ne da se mi nič, nočem začeti nič delati, ampak moram. Zunaj je ful slabo vreme, tako turobno je, deževno. In ja, prva stvar, ki moram narediti, je, da grem v fitness. Zdaj pijem moj čaj in ponavadi moram iti na WC 2-krat po tem čaju, pač, ker je ful pač vode, ne. In ne vem, očitno zeleni čaj še malo bolj pospeši. Mislim, si lahko grem tudi v fitnessu na WC, ampak enkrat grem rada doma in pol grem v fitness. Včeraj sem prišla iz Koroške, nisem nič snemala, ker sem bila utrujena in se mi je mudilo streamati. Rekla sem, da vam mogoče pajkice pokažem, bomo videli, ko se oblečem. Danes je plan, upam, da mi rata, da bom imela dosti cajta, da malo pospravim sobo, da se malo znebim stvari. Sem drugače skozi pospravljeno sobo, ampak imam ful stvari, ki jih nimam kam dati. In sigurno so ene stvari, ki jih sploh ne rabim, ali pa so res brezvezne, tako da bom na tem danes delala. Predvsem moja omara za hrano, se spomnite, ne vem, kdaj sem je nazadnje čistila, po moje lani, kakih, ne vem, pol leta nazaj ali pa mogoče več. In ja, spet je katastrofa, ful imam preveč stvari in ja, ful, začela sem kar tek metati v omare in mi gre na živce. Malo premala soba postaja za vse stvari, pač nimam kleti, a ne, ali pa kake ekstra sobe, kjer bi dala te stvari. In moram pač tukaj vse probati zbasati na omaro in pod poslo. Ja, tako da to je danes projekt, ampak prvo hočem iti v fitness, nekaj pojesti in pol se lahko tega lotim. Ok, da vam delno pokažem hlače. Tako izgledajo spredi. Čist pač obično, dosti visok pas, tako pri Gymsharkicah, tako da to je dosti podobno. Pa tudi tukaj ima tako senco, če vidite, pač tu na riti, pa tu spodaj ti kao bolj naredi občutek, da imaš večjo rit in to. Ja, od zadaj pa ne bom preveč kazala, tako od strani vam pokažem. To je to. Evo, preden da grem v fitness, bom na hitro malo oreščkov pojedla. Danes ni kuhanih jajc. V bistvu si moram kupiti jajca, sem se zdaj spomnila. Ja, to bo pre-workout. Danes je praznik, danes je 27. april in ceste so čist prazne, slabo vreme je, fitnessi so pa odprti, tako da pričakujem malenkost gužve v fitnessu. Sigurno ne bom kaj snemala, ali pa tudi bomo videli. Danes itak delam hrbet, nič posebnega. Noge sem že v soboto naredila, tako da ja. Se veselim iti v fitness, sploh v takem vremenu se mi zdi, da je najboljše iti v fitness.
Evo, jaz sem si kosilo skuhala, nisem snemala, ker sem bila ful lačna. Skuhala sem si kvinojo, v bistvu se skuha isto kot riž. Opekla piščanca, tu imam pa ostanke buč z čebulo, ki so samo pražene, začinjene, malo humusa in domačo solato z redkvico. Tako da, izgleda ful nice. Ok, trenutna situacija je taka. Ne najboljša, v glavnem. Ja, se ne vem, po mojem bom začela na vrhu ali nekaj in mogoče 2 predala pospravim, pol pa konc za enkrat, eno pauzico, ker se mi zdi, če hočem vse naenkrat, je preveč, tako da bom začela na vrhu. Razmišljam tudi, da bi kaj z omaro naredila, sicer na vrhu imam vse škatle, ki jih na nek način rabim. Imam pa v omari en del, kjer vem, da imam ful stvari, ki jih ne rabim. Tako da razmišljam, da bi to malo spucala. Mogoče prvo, da si naredim plac in pol, da se lotim tega in mogoče kaj od tega lahko dam tja. Dobro vprašanje. Ja. Ok, to imam že od študentskih dni in nisem stran vrgla, ker pač ne vem, zakaj ne, mogoče, ker se nisem hodila posloviti od določenih stvari, zdaj bom vse to stran zmetala. Kako kulsko, najdla sem te pripomočke za šivanje. Kul, ok, v glavnem, to mora iti stran, ker mi ful placa zasede, pa imam noč samo šaro. Tukaj imam par, kaj tu, itak vrečk milijon, to moram domov nesti, ker ne rabim toliko vrečk. To sem iskala. Pol imam tukaj še eno staro posodo, kar bom vrgla stran, ker ne rabim in ja, v bistvu to tudi ful placa zasede za brez veze. Pol prazno, tam so pa vrečke. Te vrečke bom domov nesla, ker imam preveč vrečk tu in doma se rabijo. Naredila sem papirje, ko sem bila podpredsednica v študentskem domu in sem delala pač te plače za dežurstvo. Pa naredila sem še to, ko sem delala na mimo vrstah. Ne vem točno, kaj je bilo to, očitno neka vizitka fora. A ja, koda, da sem lahko prišla skozi vrata. Ja, zanimivo. Ok, to so smeti, to bom nesla v avto, ko bom imela cajt, oziroma ko bom šla do avta. Zdaj sem začasno te stvari dala v to škatlo, ampak lahko da bom te stvari dala pol, kam sem v to omaro, pa to tja, odvisno pač bom videla, no. Zdaj sem pa ni pauzico vzela, ker se mi realno ne da zdaj iti, ker na drug predal, ampak ja, bomo pol nadaljevali. Jaz sem končala streamati, to je moj mes, zdaj pospravljam čopiče, te, ki so čisti. Ja, najprej moram to pospraviti, slika še ni dokončana, tako da ne me obsojati. Bo naslednjič 2 streama sem rabila, da sem prišla, ampak ja, ful govorim, tako da najprej to pospravim in pol se lotim omare. Če sem iskrena, se mi ne da omare pospravljati, ampak bom naredila vsaj, ne vem, 2 polici in pol ostalo jutri. Zdaj pa najprej pospravimo ta mes.
Evo, to počakam, da se posuši, preden da dam predal, to bom pa še umila, tako da ostalo je pa čisto, se je bilo kar hitro, ampak vseeno, spraviti se je težko. Ni mi ratalo pospraviti omare, cajt je šel ful prehitro mimo in ja, ni mi ratalo v glavnem, to je to. Tako da bom v naslednjem vlogu to. Jaz se vedno potrudim, da držim obljube pač sama sebi, ne, ko si napišem, kaj bom naredila, da to naredim, ampak včasih pač pride kaj vmes in nimaš cajta. Ker če ne držiš sam sebi obljub, si pol ne zaupaš in naslednjič, ko si daš nek cilj oziroma nek to-do list si napišeš, si pol ne zaupaš in že ko pišeš, veš, da ne boš tega naredil. To je en nasvet, držite svoje obljube, zdaj, če se zgodi enkrat na en mesec, da ne držiš obljube, pač ok, ampak na dolgi rok si ne zaupaš in pol nič ne narediš. Tako da to je disciplina, da ko nekaj rečeš, boš naredil, da to narediš. Sigurno se ne počutim najboljše, ampak what can we do? Ta teden ni nič kuhanja v tem vlogu in ja, to je razlog, je enostavno nisem kuhala. Sploh ko sem imela okolo rojstnega dne, te dni sploh nisem kuhala, sem si dostavo naročila in potem sem šla domov, tako da ja, v naslednjem vlogu bo sigurno ful kuhanja, ker tudi za vikend končno ostanem v Ljubljani, zdaj že 2 vikenda nisem bila v Ljubljani in pol ful težje snemam in montiram, tako da bo kuhanje v naslednjem vlogu, to sem hodila reči, kaj še. To je to. Hvala za vašo pozornost in se vidimo naslednjo sredo. Čau! Missing someone